Trajni magneti so super. Uporabljamo jih lahko pri mnogih zanimivih poskusih ali pa preprosto krasijo naš kuhinjski hladilnik. Vendar pa je njihova uporaba precej omejena. Magnet je vedno le magnet in privlači druge ferromagnetike, a včasih zgolj to le ni dovolj. Zato bomo danes spoznali še drugo vrsto magnetov, ki jim pravimo elektromagneti. Vendar kaj se pravzaprav skriva za tem nenavadnim imenom? Gre za vrsto magneta, pri katerem je magnetno polje proizvedeno s pomočjo električnega toka. Od navadnih, trajnih magnetov se razlikuje predvsem po tem, da sam po sebi ne privlači ferromagnetikov, pač pa zato potrebuje električni tok. Preden pa se spustimo v samo zgodovino in delovanje elektromagneta, bomo najprej povedali nekaj več o magnetni sili. Verjetno si mislite, zakaj bi mene zanimale magnetne sile? S tem naj se ukvarjajo fiziki. Pa vendarle, ali veste, da je ta sila vsestransko prisotna v našem vsakdanjem življenju? Potrebna je celo za delovanje tako preprostih naprav, kot je pametni telefon. Zelo dolgo je veljalo, da povezave med električno in magnetno silo ni, vendar se je zaslužno znanstvenikom to mnenje spremenilo. Skupno poimenovanje za te dve sili je elektromagnetna sila in gre za eno izmed 4 osnovnih interakcij v naravi, poleg gravitacijske sile ter šibke in močne jedrske sile. Vendar kdo pa je zaslužen za odkrivanje teh sil? Že v zgodnjem 19. stoletju, leta 1820, je danski znanstvenik Hans Christian Ørsted odkril, da električni tok ustvarja magnetno polje. Šlo je za naključno odkritje, pri katerem se je igla kompasa ob vklopu in izklopu električnega toka v žici odklonila v smeri proti severu. Ugotovil je, da se magnetno polje širi na vse smeri žice, vendar pa se v preiskovanje samega pojava ni poglabljal. Zdaj že vemo, da vsak električni tok proizvaja elektromagnetno polje. Od najmanjših čipov v računalniku pa vse do ogromnih daljnovodov, ki prenašajo električni tok na velikih razdaljah. Ampak kljub temu, to magnetno polje največkrat ni tako močno, da bi opazili njegov vpliv. Zasnovati je torej potrebno nekakšno napravo, ki bo magnetno polje zbrala in ga ojačala. Da boste bolje razumeli nadaljevanje, si poglejmo osnovno zgradbo elektromagneta. Najpreprostejši elektromagnet ima obliko solenoida. Gre za vrsto tuljave oziroma gostega navitja žice, kjer se konca žice ne stikata. Takšen elektromagnet lahko izdelamo tudi sami. Potrebujemo zgolj kos žice, baterijo in kovinski vijak. Magnetno polje, ki ga ustvarja ta tuljava, pa je zelo šibko. Ta problem lahko rešimo s tem, da preoblikujemo tuljavo v toroid, okroglo tuljavo, kjer se njena konca srečata. S tem ojačamo magnetno polje v sredini tuljave. Magnetno polje, ki se ustvari v tej okrogli tuljavi, lahko izračunamo po formuli B je mi krat število nabojev tuljave krat električni tok vlomljeno z 2πr. Če želimo moč kateregakoli elektromagneta še bolj ojačati, moramo v jedro tuljave dodati paramagnetni oziroma ferromagnetni material. Magnetno polje tuljave povzroči, da se jedro namagneti, moč magnetnega polja ferromagnetika pa je lahko tudi do več tisočkrat močnejša od magnetnega polja tuljave same. S tem se je 4 leta po Hans Christianu Ørstedu ukvarjal fizik William Sturgeon. Sestavil je elektromagnet, ki je imel obliko podkve, okrog njega pa je bila navita bakrena tuljava z 18 navoji. Ko je skozi tuljavo spustil tok iz enocelične baterije, je lahko s pomočjo magneta dvignil kar 9 kg težek ferromagnetik, kljub temu, da je sam magnet tehtal zgolj 200 gramov. S tem je prvi dokazal, kako usmeriti magnetno polje in ga v eni točki močno ojačati. Njegov preprost model magneta se kljub vsemu še ni moral kosati z današnjimi, saj v njegovem času bakrena žica še ni imela ovoja, kar je onemogočilo večanje števila zank tuljave in s tem povečanje magnetnega polja. Omenjeno pomanjkljivost je rešil Joseph Henry, ki je leta 1830 ločil žice na tuljavi z uporabo svilenih niti in ustvaril večje število bakrenih navojev. Njegov magnet je posledično lahko dvignil kar 936 kg utež. Naslednje prelomno odkritje na področju elektromagnetizma pritiče Jamesu Maxwellu, ki je leta 1873 začel opazovati medsebojni vpliv pozitivnih in negativnih nabojev.
Ugotovil je, da se naboji glede na njihovo nabitost lahko med seboj bodisi privlačijo, to se zgodi, kadar imamo pozitivni in negativni naboj, bodisi odbijajo, kadar imamo dva negativna oziroma dva pozitivna naboja. Bil je tudi prvi, ki je dokazal, da imajo magneti pole oziroma točke, kjer je zbrano največje magnetno polje. Del magneta, ki privlači feromagnetike, imenujemo severni pol magneta in ga označimo s črko N. Da določimo, na kateri strani se nahaja pol magneta, uporabimo tako imenovano pravilo desne roke, pri čemer palec označuje smer električnega toka, ostali prsti pa določajo smer magnetnega polja. Verjetno vas zanima, zakaj sploh potrebujemo elektromagnete, saj vendarle poznamo navadne, trajne magnete. Odgovor se skriva v eni veliki prednosti. Elektromagnetu lahko reguliramo moč z višanjem in nižanjem električnega toka in spreminjanjem števila navojev tuljave, hkrati pa lahko magnet, ko ga ne potrebujemo, preprosto ugasnemo. To lastnost elektromagneta so inženirji s pridom uporabili pri številnih napravah. Verjetno vsi poznate navadni hišni zvonec. Pa ste vedeli, da deluje s pomočjo elektromagneta? V notranjosti zvonca se nahaja majhno kladivce, ki hitro udari na zvonec, da pa je lahko ta efekt dosežen, se magnet v zvoncu hitro vklaplja in izklaplja. Poleg hišnega zvonca ste zagotovo slišali tudi za trde diske, ki se uporabljajo v računalništvu. Tudi tam se uporabljajo elektromagneti, a v znatno manjši velikosti. V disku služijo za zapisovanje na vrtečo se ploščo. Zadnji primer, ki vam ga še omenim, je slikanje z magnetno resonanco. Zagotovo ste v kakšnem filmu že kdaj videli ali pa celo sami izkusili, kako poteka slikanje okostja. Pa vendarle verjetno niste vedeli, da je tudi za delovanje te naprave zaslužen elektromagnet. Čeprav težko verjamem, da za nobeno od omenjenih naprav še niste slišali, naj vam povem, da se elektromagneti tičejo prav vsakega izmed nas. Kajti z gotovostjo lahko trdim, da uporabljate elektriko, ta pa je bila iz mehanske energije v elektrarni pretvorjena v električno s pomočjo elektromagneta. Upam, da ste video dobro razumeli ter izvedeli vsaj nekaj novega o elektromagnetih. Gre namreč za zelo pomembno temo, ki se tiče prav slehernega izmed nas.